Zdaj pa k lepšim pristankom. Slovenija je vse bolj dežela štorklje, saj se število teh veličastnih ptic vsako leto povečuje. Bela štorklja, ki marsikje velja za simbol podeželja, je zelo prilagodljiva ptica. Ne samo, da se je naučila živeti z ljudmi, opažajo celo, da se prilagaja na spremembe podnebja. Štorklje so spremenile celo potovalne navade. Janez Susenik. V Sloveniji se bele štorklje očitno dobro počutijo. Letos je bilo zasedenih gnezd kar 346, kar je res rekord, že četrto leto zapored. Z naših gnezd pa je poletelo 773 mladičev, kar je ravno tako dobro letina, je pa res ta številka nekoliko nižja, kot je bila lansko leto. Aha, to pomeni več domov, pa manj otrok, tako kot ljudje. Tako nekako, ja. Ljudje imamo o njih včasih napačna mnenja. Denimo svetovni splet so zdaj preplavili posnetki štorkelj, ki takole v toči branijo svoje mladiče. Zato jih imamo za simbol požrtvovalnega materinstva. No, resnica je precej bolj zapletena. Štorklje so, bi lahko rekli, zelo hladno racionalni starši. Med samo gnezditveno sezono oceni, koliko hrane je sploh razpoložljivo, in če oceni, da pač hrane primanjkuje, je sposobna vreči tudi mladiče dol iz gnezda, kar nam ljudem zgleda res žalostno, ampak to je v bistvu njen preživitveni mehanizem. Kajti na ta način štorkelj nikoli ni toliko, da bi trpele pomanjkanje. Ljudska modrost tudi pravi, da štorklje jedo žabe, kar pa ni čisto res. Njihova najbolj pogosta hrana so miši, voluharice, velikoželjke, tudi kače, kuščarji. Zato tudi vplenijo veliko škodljivcev. Je pa zanimivo, da se vedenje teh velikih ptic spreminja s spreminjanjem podnebja. V Sloveniji so zime postale tako mile, da se nekatere štorklje sploh ne selijo več. Lani smo za teh izvedeli okrog 30, morda jih je bilo še več. Druge recimo so pa skrajšale svoje selitvene poti in namesto, da se odspravijo v Afriko, ostajajo kar v Evropi. In tudi zato se število povečuje, kajti selitev je nevarna in veliko ptic umre na dolgi poti. Za belo štorkljo se v Sloveniji zdaj le očitno ni bati, no drugače pa je s črnimi štorkljami, ki jih imamo v Sloveniji okoli 50 parov. Te ne marajo ljudi. Potrebujejo take res mirne gozdove brez prisotnosti ljudi. Če se pa malo zamislimo o sebe, pa vemo, da smo praktično vse povsod. In zato je v Sloveniji za tiste z drugačno barvo vse manj prostora.